sreči obstajajo avtomobilski proizvajalci, ki si upajo. Citroen je tole s kaktusom, ki je lepo razdelil javnost. Ali vam je všeč, ali pa ne. Ampak koncept je v bistvu krasen. Avto je dokaj enostaven, lahek, cena še kar ugodna in teli airbumps so tukaj zato, da lahko tolčete po njih. Tako da bo moj test danes v bistvu brcanje. Gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, poleg tiste plastike sta mi zelo všeč še tale foteljčka spredaj. Široka sta, udobna, res je prijetno sedeti na njih. Imate pa za tiste preobčutljive, premalo ledvene opore, da bi bile res dolge vožnje in manj boleče za vaš hrbet. Notranjost je v osnovi super. Glede na zunanje mere je tudi presenetljivo veliko prostora. Male predal je zelo velik in praktičen. Tudi zaslon mi je ful všeč in če bi imel še posebne gumbe za upravljanje s klimatsko napravo tukaj, ne bi imel nič proti. Tole je namreč počasno in zamudno opravilo in vsakič znova moraš seveda pritiskati in gledati, če je vse prav nastavljeno. Tudi položaj za volanom je načeloma ok, ampak bi bil še boljši, če bi bil volan nastavljiv tudi po globini, tako pa je samo po višini. Kaj pa vožnja? Z velikimi platišči in nizko presečnimi gumami bistveno manj udobna, kot bi pričakovali od Citroena. Se kar stresa na slabših podlagah. Pa tudi podvozje je glasno, ker so Francozi pri tem avtu pač šparili, kjer so lahko in je malo manj izolacije. To se lepo vidi že v prtljažniku, ki je na določenih mestih kar gol in pa pri zadnjih šipah, ki se odpirata samo navzven. Prtljažnik me je v bistvu razočaral s svojim visokim nakladalnim robom, sicer pa je dovolj velik. No, vožnja. Tukaj je bencinski motor PureTech, kar v številkah pomeni, da gre za 1,2-litrski trivaljni turbo, ki ima 81 kW, torej 110 konjev, in se kljub turbini zelo rad zavrti. V bistvu se mi motor zdi super izbira. Sicer se sliši, da je trivaljni, ker včasih malo bolj glasno zabrni, ampak je prožen in dovolj močan. Tudi če ima menjalnik samo 5 daljših prestav, brez težav vleče tudi v dolge avtocestne klance. Ja, spet, ena francoska. Če že vse ostalo ok, potem je pa ročica menjalnika tako slabo vpeta, da se takole premika tudi, ko jo prestavi. Povprečna poraba je zaenkrat na testu slabih 7 litrov, kar je pričakovano in ok. Neke posebne dinamične vožnje pa od tega avta nisem pričakoval in tudi vi je ne, če kupujete takšen avto. 5012, 5013, 5014, ne da se mi več. Pa zleti se tudi kolena malo opravijo. Kaktus pa je res en tak posebnež. Veliko stvari je na njem, ki so ti lahko všeč. Ženskam je bila recimo všeč barva, meni malo manj, ampak ok, izbire je veliko. Tako kot tudi pri paketih opreme, ker je s tem sicer bogatim cena avta malo pod 19 000 evri, kar pa je veliko. Čeprav je avto en res tak posebnež. 15,